časa si ti zdaj na svoje ali pa v poslu? Ali to? Ja, da sem jaz čist full time, je mislim, da 2015. 2015, ja. 2015. Ja, se Okej. pravi. No, to, jaz sem nazaj v arhitekturo skočil tam 2011, 2012 recimo. No, ampak v tem obdobju, recimo, da so približno isto obdobje. Ja, ti si malo več, jaz sem pač... ampak okej. Ampak ja. Ampak a si opazila ta shift, da takrat ni bilo toliko povpraševanja po vrtovih, pa ga je zdaj več ali ne? To me živo zanima, ker meni se je zdelo, da takrat ga ni bilo, da zdaj je, pa me zanima z tvoje strani, ker si first hand, ali je bilo že takrat? Lej, veš kako, jaz takrat, ko sem začela, sem bila niko niče, a ne? Saj ne, da sem zdaj ampak tako. Jaz imam zelo veliko povpraševanja, imam veliko povpraševanja po vrtovih. Ne, ti imaš zdaj zgrajen brand, lasten brand. Ja, zato ker imam zgrajen brand. In jaz ti težko odgovorim, a 2015 je to bilo, fair a ni bilo. Ja. Jaz nisem imela, drugi so pa verjetno, ne vem, imeli, ampak tako, bi si pa upam reči, že vse je pa zdaj, 10 let kasneje, da je več povpraševanja. Ja, generalno bi rekla, sigurno je več povpraševanja. Ja. Moram pa reči, da kjer se mi je zelo poznala razlika, takrat, ki je bil korona, covid, pa so vsi doma pa tako, pa je bilo grozen, ker, a veš, eni so, ne vem, zgubljali službe, pa vse je bilo na pauzo, pa tako, jaz nisem vedela, kako naj se obrnem od povpraševanj, ker je bilo, a razumeš, valjda, zdaj, če smo doma, itak, ljudje so imeli denar, niso nikamor mogli iti, tam so bili zaprti doma, si bom pa doma nekaj naredil, da bom pa rad doma, razumeš, in so šli v prenove stanovanj, noter, hiše prenavljati in tudi zelo močno vrtove prenavljati. In takrat je bilo, od takrat naprej imam praktično vsak, moram reči, da več kot vsak drug vrt, da bi imeli bazen, recimo. To sem si tudi eno vprašanj zapisal, bazen. Ja, bazen. Je pa res tudi, da je res skozi bolj vroče, no. In je ta bazen, če ga imaš pač prostor nekam stisniti, je recimo, je fajn, ne. To bi ti več vedel povedati, ker ga dejansko imaš, jaz ga nimaš. Je fajn, jaz se to čustijem, da je fajn. Se ravno prej sem Juriju razlagal, da letos sem rekel, da bom čez zimo tudi si vodo vzdrževal. Da bom šel vsak dan noter, bom videl dokdaj, pa mi nič ne grejemo vode. Boš delal cold plunges. Ja, tako, ja. Wim Hof. Dobro, do zdaj mi je to uspelo, tudi danes sem bil še not in... Ti si tak ekstra. Je to fajn, ja. Aha, prav po bazenih, ker bazeni danes niso več toliko poceni hec. Včasih si ti bazen naredil za 10,000, pa je bilo to, a ne? Mark. Ja. Danes pa bazen spod 30 je pa že kar problematično. Pa po moje si še malo premalo rekel, ampak ja, če imaš kalupenga, recimo te, ki so... Tazga še nisem nikoli delal. Ja, jaz sem imela te, ki so te EMA bazeni, ne vem, poliestera, kva je to, zdaj so pa še te, ki so karbonsko-keramični, ne, to so te novi. Te so recimo, ja, da je školjka pa oprema pa tako, pa si recimo na 30, ne, pa če skopljaš luknjo pa postaviš, če imaš pa tega zidanega, pa ne vem, če ni 30, še skoraj malo premalo. No, tam se bi rekel, da se začne, ampak čakaj, karbonsko-keramičen bazen, a to ga ni treba pa nič obzidati? Pa nič? Ne, zato ker sam sebe drži, sicer ima tako na stran ima rebra, ujačan, ven ima rebra, tako da drži. Od spodaj rab tamponsko podlago, pa je XPS, ga gor daš, ga zasuješ in je to. Potem daš pa lihtko pač neko bazensko obrobo, recimo, da malo lepši pride. No. Tako da to je tudi za ena opcija. Jaz imam v Mariboru enega, drugače večino so pa ti zidani. No. Kako ima pa tak bazen potem s temi skimerji, pa to rešen? Pa isto. Že vse so luknje narejene in to vstavijo noter? Ja, isto s tem, da ima... Pa rab strojnico? Rab strojnico, ampak oni prodajajo strojnico narejeno. Se pravi, ti kupiš strojnico, narejeno in jo isto noter zraven daš
in ima loputo gor, ki jo pač spet daš ali v les ali v karkoli. Ampak, a veš, vse veš, kako je strojnica, se to ima v midva večne dialoge, dajmo strojnico, da prideš kot človek noter, tako, ne da je luknja. Ja. No, tista strojnica je pač je luknja. Jaz se sprašujem, kako je to na dolgi rok res not hoditi, vzdrževati, ker pač ne vem, nisi več toliko agilen ali ne vem koga, ne vem, no, skratka, tako da, ampak to je tudi, veš, zakaj je to meni recimo zanimiva varianta? Zato, ker mogoče se naveličaš, mogoče, ne vem, vidiš, da ne uporabljaš toliko, mogoče, a veš, nimaš tega betonskega posega v vrta, ne, to sam prideš, hijab ven, zasuješ, imaš travce, če hočeš. Recimo, ja, tako. Ampak to je tudi en aspekt, ne, ker eno je finance, a ne, ker spet imaš takoj 10 jurjev, da školjko zabetoniraš, pa strojnico zabetoniraš, pa ker strojnica dejansko, to je klet, ne, to je mala klet. Ti jo moraš pač... Mala klet je, ja. Pač tle je pa malo poenostavljeno, no, in malo ceneje tudi oboje, no, tako da zato je to tudi mogoče ena taka zanimiva varianta za ljudi, ki bi to imeli, ne vejo pa... No, ampak vseeno, če je tudi to 30 plus, moraš... Ja. Zanimiva varianta, malo zaprobati je mečken drago. Ja, malo zaprobati, pač si unga vzameš iz Bauhausa, pa ga imaš, pa vidiš uporabljeno, ne uporabljeno. Tako, ki si je jaka naredil, tisti ga rozfrej. Tisti je tudi dober, ja, tisti je dober, drugače. Mislim, za pohladiti se je več kot dovolj, ne, zdaj, da bi pa jasno plavati. Pa ne, to je bana v zuniji. Ja, bana v zuniji, ja. Ja, tako, kar je tudi super, ne, zakaj pa ne. Ja. No, pa so pa še te sonaravni plavalni ribniki, ne? No, ja. Zdaj, jaz sem zanimiv. Jaz sem 2 do zdaj delal in edina 2 v Tržiču, kjer ni nič ravenega. Aha, a tu takaj? Ja, in unga še večga, un je... Čekaj, nekje tukaj? Lega. Ta je ogromen, to je cel jezer. Noro. 150 kvadratov. In ampak ta verjetno ima rastlinski del, ki ti deluje kot filtracija. No, jaz sem si skozi ta mislim, že ko sem delal svojega, sem jaz najprej mislil, da bi imel sonaravni plavalni ribnik in je bil že na gradbišču en gospod, ki mi je prišel to pokazati. In je že tam vrtel mi mapo in pa sem jaz tam zagledal v nekih travah neko žabo. Sem rekel, dobro, to pa upam, da jih ne bo, je rekel, to bojo sigurno. Ja. Rekel, aha, okej, in potem sem naredil navaden bazen, ker nisem glih sintetik, ampak žab, pač jih tudi zdaj, ker mi skočijo noter, jih pač manj dajem. Ja, jaz mislim... Tam iz trse jih pa težko poloviš, ne, tam pa spet so. Mislim, ja, in jaz mislim, da tale, da se nam zadžincala, ampak mislim, da ta, ki smo ga delali v Tržiču, ta, ne, tvoja hiša za 2 plezalca, da ima celo tako narejen, da če žabico posrka noter, da ima pa ona lojtrico in se lahko reši in gre ven. Wow. Ja. No, super. Ker to so te biotopne bazeni tega, ki ga ima ona. Tako. No, ja. To pa nisem vedel. No, ampak to pomeni samo, da ti jo ni treba pol ven dajati, kar je super, ker slejko prej jo posrka. Slejko prej jo posrka, sigurno da jo, bi rekla, da ja. Ker jaz jih iz skimarja, če jo tisti dan najdem, jo pač tako, drugače jih pa pač iz skimarja ven. Se ona poj v mreži ostane, ali kaj tam? Ja, v tisti šalci, v skimarju tam mal žabje plava in potle jaz to odprem in nimaš kaj. Ne, ker je mene pri teh bazenih presenetilo, oziroma sonaravnih plavalnih ribnikih je bilo pa to, da da je v bistvu tehnologije še več, kot pri navadnem bazenu. Jaz sem mislil, to daš trave in to dela samo sebi in je to. Ma kaki? Ne. Pa skimer, pa to, pa ul, pa črpalk. Vse živo mora imeti. Mislim, vse živo mora imeti, pa to recimo takega imava midva skupaj, ne, ta najmanj prvi projekt, ki si omenil, ta je v bistvu plavalni ribnik, ampak ni, ne. On ne živi od teh rastlin, ampak živi od teh tehnologij v resnici, ker če hočeš, da pa ti rastline prevzamejo funkcijo filtracije, to mora biti pa to regeneracijsko območje z rastlinami v bistvu toliko veliko kot plavalno območje. In pa je to ja, recimo pol ali pa vsaj 40, no, 40-60 recimo. Veliko mora biti, ne. In mi tako, ko imamo mi to, so te naše rožice bolj iz vidika estetike, no, pa da bi res prevzemale funkcijo neke filtracije, pa pač
da bi bilo tako močno, da bi se pač te bakterije tako razmnožile, da bi ta filter naraven deloval. No, tako. Ker se tudi čisto različno sta oba narejena. Ta, ki imamo mi dva skupaj, je v bistvu bila zabetonirana školjka in folija. In vse to gor, medtem ko za tega je bilo pa dobesedno jezero, je bilo samo skopan. Ja, ta je prav ribnik, ne? Ja, folija gor potegnjena in pol so tlele, ne vem, dokaj globoko še s temi kamni obložili. A pa ta je samo ribnik, a ta ima kaj ločeno dejansko plavalno območje? A veš, kaj pol s piloti se od spodaj loče? Ima ločeno ali ima, ne? To je ena taka, kaj pa vem, neka taka ledvička in takole celo neka voda noter pride in ima takole pa takole ima rastline. Takole pa ven štrli tale pomol. Ja. A pa imaš ti tle kakšen zidek vmes ali pa kakšne? To je bolj plitvo, pa malo dvigne. Zdaj, kako je prav zidek, ne vem, če je zidek. Jaz mislim, da je bilo kar v terenu. No, ok, ampak poj je narejen kot ribnika. Velikrat poj naredijo, da se pilotira noter z pač temi lesenimi hrastovimi bruni, pa se pač prav naredi, to je plavalno območje. Tako imamo mi v bistvu betonsko pač plavalno območje. Ne, tle bi teoretično lahko tudi sem. Bi lahko tudi kešno. No, tako, ok, super. Ja, krasno. Ja, moraš pa itak za njega tudi skrbeti, no, to ni tako, kot sem jaz mislil, ko smo tega prvega delali, da zdaj to bo pa. Da bo kar sam, ne? Ja, da bo samo one rastline čistle in pol nič. Okay. Je pa tako, da večji je bolj je odpustljiv, no. Manj rabaš v bistvu pogosto, zaradi tega, ker je pač to večji ekosistem in se toliko dlje časa traja, da se pač ravnovesje podre, recimo. Tako, ja. Ampak predvidevam, da imaš več bazenov kot ribnikov, ne? Ja. Mislim, jaz bi tudi imela, tako kot si rekel, sem isto imeti, jaz bi tudi imela, ampak jaz imam, ko se tem reče, aktivna pogajanja s svojim možem, že sploh, da bova imela ali nek bazenček ali neki, no, tako. Tako da ne bo pa... Pogajanje v teku. Pogajanje v teku, ja, tako. Mislim, morava se odločiti, no, tako. Se bo, lej. Mislim, da to. A je bilo že predvideno v tvojem načrtu za doma? Je že narisan noter? Ja, mislim, na začetku je bilo, poj ni bilo, poj je bil sam en planč, jacuzzi varianta, tako kot majaka, poj je bil spet bazen, zdaj spet kao nek jacuzzi planč ideja, tako da lej, se spreminja, tako sem rekla na začetku, zelo se mi je težko odločiti, veliko prej se za stranke odločam. In pa pač, a ne, vedno, ko se ti odločiš, sprejmeš odločitev eno eno pa ne, a ne. Ja. In fino je, da se potem na to oziraš in naslednjo sprejmeš za ali pa tako, za ne. Ja. Jaz imam pa problem, ker pač ne zapiram odločitev oziroma prevečkrat v tisto ne nazaj hodim, no, tako, pri sebi recimo, pri strankah ne, pri sebi pa analiza paraliza, ne vem, kaj ne rečem, tako res. Ne, je, sigurno je zase... Drugače. Ja. Drugače, ja. Drugače. Da ne rečeva drugih besed. Kaj? Ja, drugače, ja. Ja. Po svoje lažje, ker te, vsaj jaz ka zase gledam, ker te ne frustrirajo ene stvari, ker že misliš, da si zaprl, ali pa misliš, da si res po vsem trudu prišel do blazno dobre rešitve. In jo daš na mizo. In je celo sprejeta. Ampak pol pa po nekem premisleku pride, mogoče pa ne bi to tako. Ne. To mene doskrat tako, kar podre. Ja. No in takrat si res pomagam s tem, ker je tale moj avstralski mentor rekel, ta Glenn, da kompromis ne sme biti tako, da bi vsak pol, ampak moraš pač na tebi, da toliko premisliš, da v bistvu rata nekaj še boljš, kot si imel ti prej. In to mi je zdaj, po to kilometrine, ki jo imam, dejansko mi je že lažje s tem handlati, zato ker vem, kolikrat se je že to zgodilo, ker sem že mislil, to mora biti tako. Mene je čist prizadel, sem bil čist paraliziran, nisem mogel nič, sem moral odložiti za 2 tedna projekt, ker nisem mogel ven, ker sem jaz res po nekem postopku prišel do tja. Tako. Ampak pol, ko sem svežo glavo, pa ko sem še to upošteval, je dostikrat prišla, mislim, bi rekel skoraj vsakič, pol rešitev ven, ki je boljša kot tista, ki sem jo jaz prej domišljal. Ja.
kar se pol spet človek vpraša, mater, se pravi, ti nisi sam prišel do boljše, a ne? Se pravi, ker bi bilo tudi nevarno, da bi mi vse podirali. Ja, vem, ja. Ampak ni to tako, ne? Ampak ja, dejansko, če se potrudiš, je pa res, jaz se tudi veliko lažje odločam za naročnike. Ker tam veš, bolj si strukturiran, v zgodbo peleš profesionalno, pa se pa poznaš. Ne? Tudi to je mogoče problem, ko imaš toliko širok spekter, pa to bi, pa vse bi, pa bi, pa, a veš, tako. Ja, vse veš, kaj si že naredil in koliko je dobro spal, ampak v bistvu moraš isto po moje, tako kot pa na naročnikih, neko rdečo nit si dati in pač ostalo leti ven. Ja, in poj malo tako črtati. Ja. Jaz dam, ko začnemo, zdaj vsi niso voljni to narediti, ampak je pa zelo koristno. Ne? Ko začnemo s projektom, jih jaz prosim, če bi mi napisali, lahko esej, lahko pa v bulletih. Moški ponovadi bulleti, ne brief. Scenarij življenja, kako bojo živeli v hiši. Ja, in to takoj, ko se bojo selili med delovnikom pa med vikendom, pa plus 10 let ali pa 15 let med delovnikom pa med vikendom. In tisti, ki se to potrudijo narediti, jaz vidim, to nam tolikrat pomaga pol pri čiščenju nekih odločitev ali pa dilem, do kjer jih pridemo. Res, zato, ker pač preberem, in vidiš, to si vi ste tako zamislili in pol to nima smisla, da zdaj tukaj nekaj. Ja, razumem. In relaži in meni njim skozi ene stvari. Ja, dobra. Jaz se, kakšen imaš pa ti proces? Ker zdaj, jaz te vidim, ti prideš, si pogledamo, imaš te lepo blog, strjo platnico, vesel sem, ki te gledam, ker rišeš takoj, to je super. Sicer zdaj te moram še navaditi, da prineseš svojo podlogo samo. Ja, res je. Se posupam s pepelom. Da si samo zadostna. Ja, ampak kakšen je pravzaprav pri tebi proces tako, pol izven tega, pol tisti, ker jaz ne vidim, kako to teče? Kaj dobiš od stranke takrat? Ja, meni je, tako kot si ti rekel, meni je ta prva stvar, ki mi je, ali pa dve stvari, ki sta izhodiščni, pa sta mi zelo pomembne. Eno je sama lokacija, pa kaj ti, tako kot pri tebi bi rekla, kaj ti teren pove, pa da, ne? V smislu, takole so strani neba, pa vsončenost, tle so lepi pogledi, ki jih poudarjamo, tle so, ne vem, grdi sosedovi kurniki, ki jih zakrivamo, razumeš, tle bo hiša, takole se ven vidi, vedno se pač prijem začnem risati, se sprehodim po parceli, pa pač probaš malo prostor začutiti, to tudi sigurno veš, da nekaj je na papirju, nekaj je tam, moraš malo začutiti, ker preprosto vidiš, kje se dobro počutiš, kje se pa ne, kje se počutiš fino zaščiteno, kje se ne. Tako da eno je ta neka moja analiza in jaz že takrat, ko sem tam, že premišljujem o tem, kaj bo kje, recimo malo, tako, ali pa kaj bi imeli. Drugo je pa input od stranke, pač mi rečejo, mi bi tole imeli, to nam je pomembno, to nam ni pomembno. Najtežje mi je, čeprav kar po svoje naredite. Jaz ne morem po svoje narediti, razumeš, že lahko zase po svoje naredim, pa še to se je izkazalo, da je težko, Tako, ampak za vas pa ne morem, ker je pač različno, a je družina, ki ima, ne vem, 3 otroke, a ima 3 pse, a sta sama, pa ful potujeta, a sta upokojenca, pa bosta ful skrbela, lahko je vse isto, pa bo pač drug vrt prišel. No, skratka, tako da eno je input od parcele, drugo je input od stranke. Pol si pa ponavadi na tlorisu, tako kot pač si rekel, začnem z nekimi skičkami, ki so ali v tlorisu, velikrat so pa to tudi samo neke perspektivne skičke. Sam nek kotiček, ki ga pač hočem z glave dati, ki ga naskiciram, pa je en, pa je drug. Kakšne stranke mi zelo rade, kakšne Pintereste pošiljajo, tole nam je všeč, tole nam je všeč, kar moram reči, da mi v bistvu nič ne moti, pač vi mi pošljete, kar hočete. Sam to ne pomeni, da bo zdaj vrt, kolaž vseh teh vaših Pinterestov, mi bomo pač to naredili, ampak mi je pa v redu, da rečem, njim je bolj moderno všeč, njim je bolj podeželsko všeč. Tako da začutiš tisti feeling, ker doskrat ne upajo pokazati, češ da vas bomo omejili. Bomo preveč vplivali na vas, pa boste naredili točno to, kar mi... Ne, meni je tako,
Jaz rabim vedeti, kako ti razmišljaš, kaj ti je všeč, kako prostor uporabljaš, koliko se boš ukvarjal s tem, a bi rad malo več ali malo manj. In pa v bistvu probam vse te njihove želje, pa inpute, kad vase spraviti, to so moje želje, pa kako bi pa jaz smela v tej situaciji. Tako da je malo obojga, no? Ker tako, kot si ti rekel, meni mora biti vrt všeč. Dokler meni ni všeč, ga sploh ne kažem. In zdaj včasih je to zelo hiter, včasih pa ni zelo hiter, tako da ven pride. Tako je potem, skratka, tiste skičkice, neki motivi, pa si postavim 3D model, obstoječe situacije, pa začnem pač malo po tem odsoningu, ta prvem, ki ga imava, malo graditi pa noter malo programe, recimo, da je ta, ne. Tako nekako, pa pač toliko časa še stranko, kaj ja, kaj ne, kakšne argumente hitro sprejmem, kakšne zelo težko sprejmem. Je pa tako, da sem se pa naučila, da v bistvu vsega svojega razmisleka ne deliš, no, za stranko ali pa nekih idej ali pa nekih tako, ker včasih se odločiš za neko rešitev, ki tebi ni všeč ali pa ti, a veš, ne vem, ki ni neglih najboljša. In pa jaz grem težko naprej s tisto verzijo, če vem, da mi je ta boljša. A veš? Točno vem, o čem govoriš. In zato jaz ne delim celega procesa, ampak rečem, da takole imamo, takole sem razmišljala, meni je tole najbolj fajn. Zdaj pa, če na glavo postavimo, v redu, bomo pa na glavo postavili. Ampak ponavadi ne postavimo kar čisto vse na glavo, zato je pa pač tisti predhoden pogovor, pa obisk lokacije, pa a bi to tako. Ampak z enimi malo hitreje prideš skupaj, z enimi malo kasneje prideš skupaj, recimo. Se meni tudi fino, mislim, in frustrirajoče oboje, tako kot tebi, če ti kdaj kakšne stvari na glavo postavijo. Pa kdaj je res fajn, ker kakšne stvari ful boljše pridejo, pa je tako neko občutek ponosa, pa smo zdaj pa res dobro ratali, tako, pa si kar hvaležen, da te ta stranka malo prcala, pa si bil vmes malo sfrustriran, oziroma sem bila jaz malo sfrustrirana. Ampak pa gledaš tisto, pa veš, to je... odpikal takrat. Mislim, tako, ja, pa zmiš pa, kva me tega treba, ne, to je super, daj, zakaj tega ne vidiš, ne. Tako, ja. A veš, tako je, no, pač to je v bistvu nek proces, ali kaj. Ja, se vidim, da imaš zelo, zelo podobno kot jaz. A greš, preden se zmeniš, a greš vedno na parcelo tudi pogledati? Skozi. Se pravi, imaš to isto kot jaz. Mislim, veš jaz kako? Jaz niti ne dam ponudbe, dokler se ne pogovorimo, ne. Jaz grem tako, no, velikokrat vidim, da poj, ko pridem, a veš, veliko je takih hiš, mislim, jaz imam vrtove, recimo, ne, ko jaz pridem, je poj velikokrat, ali sej tudi skupaj s tabo delam, da pač z arhitektom, pa da skupaj delamo, pa je sam parcela. Ampak velikokrat je pa, da je hiša že narejena in je vrt narejen, recimo, a ne, in mu pač to manjka. In te pa takoj začnejo spraševati, kaj pa bi tlele, kako bi pa vi tlele, razumeš? In jaz jim pač vnaprej, recimo, pošljem neko dopis, kakšen je moj način sodelovanja, kakšne so približne cene, dam primer načrtov, kaj lahko pričakujejo, tako da pač vidim, kdo so te stranke, ki so dejansko potencialni bodoči naročniki, kdo pa pač mogoče, da se pač neka selekcija mogoče na začetku naredi. Ampak preden pa začnemo delati vrt, grem pa skozi na parcelo, zaradi tega, ker je, no, mislim, drugače imam tudi, nekaj smo delali v Luksemburgu, pa sem online delala, ampak pač to so ti mali atrijski vrtovi, ki recimo, da lahko lažje, a ne, če imaš pa neko višinsko parcelo, pa še veliko, to pa ne moreš, no, mislim. Jaz rada pač prostor začutim, no, pa sem tam, pa se malo sprehajamo, pa to pa tako. Ja, jaz mislim, da je to nujno, ne. Ja, tako, no. Drugače sem ti hotela reči prej, no, ker sva se na začetku pogovarjala, ker si rekel, da rišeš hiše, pa da se v bistvu ne ukvarjaš toliko z okolico, ali da se niste toliko ukvarjali z okolico, oziroma toliko, kot je bilo potrebno, čisto na začetku, ko sva se pogovarjala, no. Sem ti hotela reči, da te jaz drugače vidim. Da te jaz vidim kot arhitekta, ki pa v bistvu zelo, zelo načrtno pa zelo subtilno hišo umesti v okolico. Da v bistvu ti je okolica toliko pomembna, da jo toliko čuvaš,
da hišo narediš tako, da res da paše noter, no? Da je kot nek, da ni nek tujek zdaj noter, ampak da ti prej oplemeniti, no? Da se veliko ukvarjaš z okolico, preden daš hišo recimo noter. A veš, ni hiša samo od plate gora, ne? Tank, ampak da pač gledaš, tle imam takole teren, tako imam plastnice, vse te tvoje makete, pa tako. Jaz te vidim kot arhitekta, ki se veliko ukvarja tudi z okolico, ampak tako makro okolico recimo. To mikro, ne, takole vrt, to pa je recimo, a ne, jaz naredim recimo, no, ali pa tako, midva naredim. Verjetno sem se mogoče malo slabo izrazil, jasno, da se ukvarjam z okolico. Ravno to sem rekel, da je tukaj najin proces zelo podoben, ker jaz grem vedno, pa še pred kakršnokoli ponudbo, na parcelo, da vidim, pa da se pogovorim z ljudmi, pa potlej se še enkrat dobim. In namen tega prvega obiska je ravno to, da sploh vidim, kje, v kakšnem okolju funkcioniramo. In ja, itak, da se tekom snovanja ukvarja z umestitvijo. Zato so namenjene vse te mikromakete 1:500, ne? Kako bo sploh hiša v nekem ali urbanem okolju ali pa naravnem okolju v neki topografiji funkcionirala. To je izkušenjsko, vem, koliko veliko škatlo potrebuješ, da bo to noč spravil, kar si želijo, ne? In pol se lahko s temi stvarmi tudi igram. In jasno, tako kot se hiša, tako kot jaz ne morem zasnovati hišo, brez da bi vedel, kje bo kuhinjski pult, pa kuhinjsko korito, pa vgradne omare, pa une, pa tretje, ne, se moram z neko dispozicijo opreme tudi že pri hiši ukvarjati, čeprav takrat še nismo dogovorjeni za načrte pohištva. Isto se hiša ne konča na vratih. In ja, mora iti ven, kje bomo zunaj živela, ne, ali bo to zunanja dnevna soba, vsem terasa, ali se boš nekam premaknil, ali ne. Kar sem jaz mislil s tem, ker sem rekel, da se ne ukvarjam, je bilo bolj to, da recimo zdaj, ko predstavljam našo ponudbo, ne, pa ker tudi predstavim tvoj del, ker imam tvoj kos noter, ne rečem, glejte, to je seveda opcijsko, jaz ne bi želel pogojevati, da morajo vzeti tudi krajinsko arhitekturo, če da vzamejo nas. Ampak pol povem, glejte, to ne pomeni, da boste vi ostali na cedilu, da jaz ne bom potke do vhoda narisal pa terase. To je jasno, da bom. Ne. In kar še jaz tudi lahko predvidim je, kje bi nam fino prišel en visok drevo za senco, kje bi imeli pa z neko grmovnico. Pa bazen. Ja, no, tako, pa bazen, pa ne, se tudi tle v Tržiču, pa mostiček čez, pa to vse to konceptualno je načeloma bilo. Ne. Ampak tukaj se pa meni neha, jaz nimam pojma, kjer drevo bo zrastel 4 metre, kjer bo zrastel pa 40, koliko časa bo rastel, kdaj bo cvetel, kakšne grmovnice, da bojo zimzelene, kakšne, da ne bojo zimzelene, kaj še tako od zunanje ureditve, da se bo lepo speljal, pa gre. Ne, tukaj se pa moje neha, ne, in tukaj sem rekel, to pa vedno povem. To pa preprosto, ker nimam tega znanja, ne, in je meni ideal, da se lahko name v čim bolj zgodni fazi, ne vem, kdaj je tebi idealna faza, ampak zame v čim bolj zgodni fazi navežem že nate, oziroma se mi začnemo pogovarjati, ko je še precej stvari možno, mislim, da moramo jih obračati sob, ne, zdaj tam, ko da predamo. Ja, sama veš. Pa, gledamo hišo, je višja, je nižje. Ja, če gremo tle više, kaj se tukaj zgodi, če gremo niže, kaj se tukaj zgodi, skratka, ja. Tako da mislim, da jasno, oba se ukvarja s tem, tako kot te moji stralci pravijo, reading the land. Ja, reading the land, Mislim, da pa nas imamo v urbanem okolju, imaš pa reading the kaj, ne samo land. Reading the neighbor. Ja, tako, ja. Ja, itak. Jaz mislim, da to je nujno, ne. In očitno ni slučaj, da sem dobro preko Mete pa Darijo tak glih nate na letu, oziroma ti name, ker zdaj, ko slišim za vrsta tvoj proces, ima zelo soroden, ni čudim, da se dosti poklopa. Ne. Ja. Mislim, to, tako kot ti praviš, to je nujno, ni pa povsod tako, no. Mislim, dejansko si tudi sam vidiš, no, pač ne delajo vsi arhitekti tako. Jaz imam zdajle en vrt, ki je krasna parcela, ampak je pa višinska točka za moje pojme čisto svalena določena, ampak nimamo kaj narediti.
in je res izgubljen potencial tako lepe parcele. No, tako. Ker je na nekem travniku in je pol ena brežina lepo tako, ampak namesto, da bi mi bili tle in to brežino gledali, je arhitekt gledal samo, da bo ravno dvorišče, a ne, in je pač hiša toliko, seveda je ravno dvorišče, ne samo, da je ravno še celo dol v hišo visi, a ne. Ampak ja, na drugi strani ima pa namesto, da bi zdaj lepo šlo s tistimi travniki, je pa v luknji, a ne. A veš, in zdaj pa mi višine tam rešujemo pa tako in je tako za moje pojme škoda, no. Pač, a veš, zato mi je to, moram reči, tako, da res to cenim pri tebi, da res pač tako razmišljaš tudi v zelo lepo umestiš te hiše. Meni so vse krasne, res tako. No, super. Ja, no. Ja. Sploh pa te zdaj, ki jih imamo še na mizi, ti bojo tudi, ja. Ko bojo imeli pa še krasne vrtove. No, evo, sploh. Ja, si predstavljam, da ni povsod tako, ne. Recimo, zanimiv podatek, do katerega sem jaz zelo pozno prišel, jaz bi rekel, da skoraj 10% projektov dobim, ker sem edini arhitekt, ki pride pred kakršnokoli ponudbo, pa to sploh pogledati, pa se pogovoriti. Ker pravi, vsi drugi so nam samo neke številke, neko ponudbo poslali. Ne? To je ena stvar. Druga stvar, recimo tipičen primer sem imel pa zadnjič, sta me dva kontaktirala, da bi neko tipsko hišo postavila nekam. Pa sem rekel, okej, kako tipsko hišo, kaj naj jaz zdaj tukaj naredim. Ja, da bi prišli svetovati, kako naj jo midva zdaj na terenu umestiva. Aha, okej. Sem rekel, glejte, ampak a ste imeli kakšno arhitektko, ki je to vam delala? Ja, ena je pri temu, tam, da so neka vrata zamenjali neki, ampak v principu zdaj pa ne vem, zakaj jo ni in tako, mislim, res tak čuden povpraševanje je bil, no, in pa sem rekel, dobro, ampak pol sem ima, no, naslednji filter je bil, pol sem rekel, okej, zdaj jaz tukaj ne vem, kaj bom lahko naredil, pošten povem, jaz mislim, da vam ne bom kaj dosti koristil, ampak če že leta tle pa moj cenik, a ne, to, kar si ti zdaj rekla, pa sem te hotel še pol vprašati okoli tega, tle pa moj urni cenik in to toliko stane, jaz lahko pridem tja, ampak povedati ne morem nič. No, in dejansko za čuda, ponavadi pol takrat ljudje zginejo, ne. Nekatera sta pa rekla, ja, ful bo vesela, če prijete. Okej, v redu, pa če nisem več izgovorila. Ja. No, in res se je izkazalo, da imata zahteven teren, ker je cesta, pol gre pa en breg gor, tak hribček, pa dol v eno grapo, pa še više gor, pa na nek travnik, pa dovoz skozi to grapo iz od spredaj pa od zadaj, in ta nekaj je jug, nekaj je sever. In tako kot je bil projekt narejen, je bil točno to, kar si ti rekla. Nekdo je naredil megalom v tistem, pa to je nežno okolje, hribček, zelenje, travnik, gozdiček na robu naselja, ne? In nekdo je zato, da bi tisto hišo, kakršna tipska je, naredil neko megalomansko, ogromno betonsko garažo, kubus, ki je vse zravnal. Pa so postavili pa je pa pasov tipski model gor in to. No, in ne glede na orientacijo, ne glede na pogled, nič od nič. Ja. No, in pa sem se tam oglasil. Ker najprej še en filter vmes je bil, da če sem to za okolico, pa to rad, da sem hotel že te pointirati, da rabijo krajinska arhitekta. Ne, sem rekla, okej. In pa sem se tam oglasil in smo hodili tam, pregledali ta teren, ampak dejansko jima nisem mogel kaj pametnega povedati, zato ker po mojem okusu tista tipska hiša absolutno ne sodi tja. Ne po gabaritih, ne po orientaciji, ne po obliki, ne po razporeditvi prostorov, nič. Tista bi mogoče v neko naselje tipskih hiš, bi jo še lahko dal, pa še tam mogoče bi reči kako drugače in to sem jima tudi povedal. Se ni bilo druge. Ne. A sta bila, mislim, razočarana? Ona je rekla, no to sem pričakovala, ne. A je tako so? Ja. Okay. Ampak
sem rekel, lejte, jaz vam dobesedno ne morem, ker ta hiša za moje pojme ne sodi tja. Ne sodi tja. In tudi ne vem, kdaj je tipska hiša neka prava rešitev. Ker jaz dejansko ljudje, ki pridejo do mene, jaz ne poznam ne tipskih ljudi, vsak ima neke specifike. Ja, ok. Tipskih parcel pa tudi zelo malo, oziroma tisti, ki pridejo do mene, nimajo tipske parcele. Ja, tako. Ja, obstajajo recimo tipske parcele, ko neka občina razdeli tole na kvadratke. Ja, to ja. Ampak drugače pa tipski taki, ki pridejo do mene, pa ni. Če samo te makete pogledaš, vse to tako. Ja, tako, cela paleta. Ja, in potem smo se še enkrat dobili, da smo se pogovarjali, če bi mogoče novo hišo zasnovali, pa sta rekla, se morate odločiti. Kaj boste, ampak se rekel, na koncu boš pa še stranko dol. Bi bilo super, ker teren je zahteven, ampak je pa zato zelo izziv in je pa lep. Mislim, lep, na nek način je lep. In sedaj iz njega morske izvleč, bi bilo pa zanimivo tam delati. No, evo.